Jaz mislim, da lahko počasi začnemo. Torej, lepo pozdravljeni. Jaz sem Gregor Skender, sem menedžer v oddelku poslovnega svetovanja družbe Deloitte. Z mano na današnjem webinarju še kolega Uroš in Bara. Jaz bom pravzaprav naredil samo en kratek uvod, bolj kot ne neko ozadje, zato da razumete, kako smo sploh prišli do teme današnjega webinarja. In sicer to je nekako predmet širših razmišljanj o tem, kaj lahko podjetja naredijo na področju upravljanja s kadri, se pravi HR funkcije v širšem smislu, pa ne samo, kaj lahko mi ponudimo podjetjem, ampak pravzaprav v bistvu smo se malo zazrli tudi vase in nekako razmišljali o tem, kaj lahko tudi mi naredimo, kot podjetje na področju upravljanja s kadri. In kot vidite, prihodnost dela oziroma future of work v teh okoliščinah po našem mnenju zavzema malo drugačen pomen od teme, ki smo jo sicer vajeni. Razmišljamo pa zlasti o 5 področjih. Eno, zelo jasno in najbolj očitno, je tale organizacija delovnega okolja. Tukaj je veliko že narejenega. Govorimo o vzpostavitvi kanalov za delo od doma, skratka vse, kar je vezano na vprašanje dela na daljavo, tudi vprašanje preureditve pisarn, preureditve proizvodnih prostorov in tako naprej, zagotavljanje varnosti zaposlenih, zdravja zaposlenih. Tukaj so podjetja pravzaprav že kar napredna in mislim, da je to področje prihodnosti dela, kjer so podjetja pokazala, da so izredno fleksibilna. Prav to nas je pravzaprav napeljalo na naslednjo temo in to je spodbujanje digitalne transformacije. Zakaj? Če razmišljamo, da so podjetja nekako praktično čez noč uspela spraviti, vsaj storitvena podjetja bomo rekli, to je nekje tretjina zaposlenih, spraviti delovni proces iz pisarn nekako domov v domače okolje, to pomeni, da so podjetja bistveno bolj agilna, kot smo mislili. In razmišljamo v smeri, da je ta moment smiselno izkoristiti za neko celovitejšo digitalno transformacijo. Tukaj ne govorimo samo o delu na daljavo, to mislim, da podjetja že kar obvladajo. Govorimo o implementaciji tehnologij, kot je analiza velikih podatkov, se pravi big data, robotska avtomatizacija procesov, kot ena najbolj osnovnih pa enostavnih recimo nalog, da se poenostavijo procesi, ki so prej mogoče potekali manualno. Potem govorimo o digitalnih kažipotih, o digitalnih strategijah, skratka o vzpostavitvi digitalizacije kot jedra prihodnje strategije. Se pravi, ko boste podjetja razmišljala o tem, kako naprej, je smotrno razmišljati v smeri digitalne transformacije in v bistvu digitalnih kanalov ne samo za delo, ampak tudi v bistvu za odnose s strankami, e-commerce in tako naprej. Naprej, eno izmed pomembnih področij prihodnosti dela v okviru pandemije je organizacija delovne sile. Zelo široko področje, ampak mogoče nekoliko poenostavljeno rečeno, potrebno bo ugotoviti, kateri so ključni segmenti zaposlenih, ki jih imamo v podjetjih. Te ključni segmenti bodo tudi tisti, ki bodo vodilo prihodnje transformacije in tisti, na katere se bomo zanesli v primeru ponovitvene nevarnosti. Kot vemo, trenutno odpiranje upamo, da bo trajno, lahko bo samo začasno in bomo ponovno soočeni s podobno situacijo. Govorimo o tem, kdo sploh lahko dela od doma, kdo je sploh primeren za delo od doma in kakšne pogoje za to potrebuje. Govorimo o novih sistemih nagrajevanja, ocenjevanja, nadzora delavcev in tako naprej. Skratka, ta klasični HR-ovski moment bo potrebno nadgraditi s temi novimi okoliščinami. Četrti element prihodnosti dela, ta je verjetno najmanjkrat omenjan in mogoče tudi nekoliko preuranjen, ker se podjetja trenutno res da ukvarjamo pretežno s temi bolj trdimi temami, likvidnostjo, upadom naročil, recimo izvajanjem pogodbenih razmer in tako naprej. Ampak vselej je pomembna tudi organizacijska kultura in dobrobit zaposlenih. Če želimo, da bodo ljudje delali učinkovito, moramo ljudem zaupati, kar pomeni, da je treba delovni proces organizirati na način, ki ustreza tako psihološkim profilom, potrebam in možnostim zaposlenih in tudi osebnostnim tipom. Mi na tem področju kar nekaj znanja in izkušenj že imamo in med drugim je načrtovan tudi dodaten webinar
posebej na to temo, skratka na temo psihološke dobrobiti zaposlenih 6. maja. Vabila bodo preko GZS-ja posredovana. In končno pridemo še na 5. aspekt, ki se nam zdi ključen v času razmišljanja o tem, kako naprej na področju kadrov, in sicer davčni in pravni vidiki. O tem bomo govorili danes. Tukaj ne bi izgubljal pretirano veliko časa jaz, ker bosta kolega Uroš in Bara več povedala. Smo pa v bistvu namenoma tole zadevo in temo današnjega webinarja pravzaprav razširili onkraj delovnega prava tudi na druga pogodbena razmerja, ker se nam zdi, da kriza dejansko ima ta širši vpliv in velja izkoristiti znanje in izkušnje naših pravnikov na tem področju. To je kratek uvod z moje strani. Jaz bom ostal na webinarju tudi na koncu, na delu namenjen vprašanjem, bi pa predal besedo kolegoma zdaj. Najlepša hvala, Gregor. Lep pozdrav tudi z moje strani. Z Baro bova zdaj v naslednjih nekaj minutah seveda predelala nekaj vidikov, tako kot je že Gregor povedal, predvsem ta delovnopravni in pa pravni vidik. Mi smo se v tem zadnjem obdobju kar nekaj srečevali seveda s težavami, ki se pri delodajalcih torej kažejo, in smo predvsem nekako zasledili dve glavni smeri teh težav. Prva je seveda, da je tak nenaden nastop kriznih razmer, ko smo praktično čez noč vsi bili prisiljeni spremeniti svoj način življenja in seveda s tem predvsem tudi svoj način dela, da so seveda delovne organizacije oziroma podjetje bila sistemsko in organizacijsko nepripravljena na te krizne situacije. Kaj želim s tem povedati? Kot opažamo, recimo, niti pogodbe o zaposlitvi, niti interni akti delodajalca praviloma ne omogočajo nekega dela od doma, govorim seveda o veliki večini primerov, so pa seveda tudi na tem področju pomembne izjeme. Naslednja zadeva, ki jo opažamo, ki mogoče zdaj v nadaljevanju krize prehaja čedalje bolj v ospredje, je, da smo delodajalci prevelik poudarek dajali fiksnim delom plače, zanemarja so pa te variabilne, mehke vsebine plače. Poznamo seveda delovno uspešnost delavca, poznamo poslovno uspešnost delavca, tle je tudi davčna zakonodaja precej posegala noter in nekako omogočala določeno ugodnejšo davčno obravnavo tovrstnih izplačil, ampak hkrati pomembne omejitve na tem področju povzročila ravno zaradi tega, ker vemo, da se nekako po davčni zakonodaji preferira enkratno letno izplačilo poslovne uspešnosti, kar v času krize seveda ni najbolj optimalno. To pomeni, da smo prevelik poudarek dajali seveda plačam, ki jih zapišemo v pogodbo o zaposlitvi, in sedaj, ko prihaja do krize, ko prihaja do upada prihodkov, praktično delodajalci morajo ali z aneksi ali z novimi pogodbami seveda se dogovarjati z delavci in tovrstne zadeve korigirati, kar je lahko precej zamudno. Naslednja zadeva, ki jo opažamo, pa ki tudi čedalje bolj izpostavljena prihaja v ospredje, so seveda pogodbena določila povsem, bi rekel, komercialnih pogodb, ker večinoma ne namenjajo pozornosti višji sili. Določene pogodbe seveda imajo tovrstne klavzule, ki so bolj ali manj drobni tisk, če smemo tako reči, pomeni, govorimo o nekih pogodbenih določilih, ki jih niti ne preberemo. Večinoma v velikih primerih, predvsem na področju nepremičnin, pa teh večjih zadev, so višje sile celo izključene. Kar seveda pomeni, da to povzroča en dodaten pritisk na likvidnost podjetij, ki recimo v času krize ne morejo, ali pa jim je celo prepovedano opravljanje dejavnosti, ne pa seveda morajo plačevati. Deloma paket ukrepov, ki prihaja, torej te drugi paket ukrepov, ki prihaja danes tekom dneva v Državni zbor in ki ga bo Državni zbor predvidoma do konca aprila tudi obravnaval, seveda ima določene, bi rekel, usmeritve v smeri nepremičnin, ki so v lasti Republike Slovenije, torej da se pod določenim pogojem taka nepremičnina, torej taka najemnina lahko seveda odloži ali kaj podobnega. V večini primerov ste pa seveda tako najemodajalci kot najemojemalci dolžni oziroma izpostavljeni temu, da se pač morate seveda o tovrstnih zadevah dogovoriti.
Druga zadeva, ki jo tudi pogosto opažamo, pa je, da tudi v primeru nadaljevanja podobnih kriz interni akti in pa pogodbe, ki jih imamo, sklenjene niso več ustrezne oziroma bi rekel celo, da so zastarele. Deloma je tem že Gregor pred mano govoril, ampak tukaj na desni strani čistim kratek slajd, ki je bil objavljen v strokovnem tisku, seveda, ki je tudi World Economic Forum objavil, ki v nekem pesimističnem scenariju do konca naslednjega leta predvideva še nekako 6 manjših vzponov tovrstnih COVID-19 bolezni. In seveda, če pogledamo te temno usenčene stolpce, to pomenijo seveda določene omejitvene ukrepe, ki bodo sprejeti glede na trenutne razmere, kar seveda zopet lahko pomeni, da bo prišlo do zaprtja dela gospodarstva in bo seveda to povzročalo dodatno škodo. Zdaj, v prvi krizi država izdatno pomaga delodajalcem, da seveda lahko likvidnostno prebrodijo te krizo, ampak bolj se bodo te krize ponavljale, verjetno bo sposobnost države, da pomaga tem manjša, zato je toliko bolj pomembno, da se sami vnaprej na tovrstne razmere že vnaprej pripravimo. Torej, tisto, kar nekako tudi opažamo zdaj za naprej, torej, ko gledamo že dejansko proti jeseni, kako se takrat organizirati, če se kaj podobnega ponovi, no, seveda delo od doma obstaja tista najprimernejša, pa najbolj enostaven način, da se vendarle določeni delovni procesi ohranijo, seveda tam, kjer se sploh lahko. Tle smo takoj potem seveda soočeni z samim evidentiranjem delovnega časa, nadzorom, z spremljavo delavci, z odmori in počitki. Seveda imamo prenekatere IT rešitve, ki to vrste storitve že danes omogočajo, vendarle torej te IT rešitve še niso vključene v interne pravilnike pri delodajalcih. Seveda delamo tudi zaradi tega, ker lahko precej posegajo v varovanje zasebnosti delavca. Naslednja zadeva, ki jo opažamo, da precej šepa je tudi način seveda same komunikacije med delavcem in delodajalcem in pa odrejanje dela. Praktično je s to daljavo tudi ta način precej prizadet. Opažamo tudi povečano pravna in tudi siceršnja tveganja, torej predvsem na področju informacijske in korporacijske varnosti, varovanje poslovne skrivnosti, varovanje osebnih podatkov in tako naprej. Skratka, s tem, ko delavec dela od doma, seveda se bistveno povečujejo možnosti vdorov v informacijski sistem podjetja, bistveno težje ga je nadzorovati in torej bodo tudi tudi na tem področju potrebni posegi v interne akte, da se bo točno vedelo, kaj se sme, kako se ne sme, kako bo podjetje seveda podprlo to vrstno delovanje. Ključno pri vsem tem pa je, da seveda imamo konstantno in še toliko bolj poudarjeno komunikacijo z zaposlenimi. Torej, da zaposleni razumejo, kaj se dogaja, da razumejo, v katero smer zadeve gredo in seveda, da smo tukaj nekako proaktivno tudi komuniciramo, ker le na ta način bo verjetno mogoče ta tveganje, kolikor se le da, zminimalizirati. S tem bi jaz ta svoj uvodni del tudi zaključil, pa bi prosil Baro, če lahko pokomentira oziroma predstavi čiste delovnopravne vidike in organizacijske vidike in pa seveda teh vidike politike podjetij na tem področju v nadaljevanju. Bara, se slišimo? Ja, lepo pozdravljeni, se slišimo? Ja, si v redu, mogoče si kamero izklop. Ja, sem jo ravno kar mi malo... Me slišite? Jep. Ok, hvala. Pozdravljeni še v mojem imenu. Že v bistvu omenjate uvajati oziroma ste jih nekateri tudi že. Za začetek bi mogoče omenila, da pri tej krizi oziroma ta, ki nas je doletela v bistvu v drugi polovici marca, tudi sami organi
so se v bistvu postavili na stališče, da ker je bilo to tako nenadno in v bistvu delodajalci so morali v prvi vrsti poskrbeti za zdravje in varnost svojih zaposlenih, zato se je vse odvilo na hitro, tudi sam ob inšpekcijah načeloma ne bojo tako strogi, ker zakonodaje, ki jo imamo in seveda tudi ni prilagojena na krizne razmere, ni bilo mogoče vsaj ne v celoti upoštevati. Bo pa seveda drugače v nadaljevanju, kot je Uroš omenil, kriza se lahko ponovi in to celo večkrat in takrat bo tudi od delodajalcev že pričakovano, da so se na te razmere prilagodili. Samo sekundo. Me slišite? Ja. Slišimo, ja. Aha, hvala. No, prva stvar, recimo, ki je ureditev dela na domu v pogodbi o zaposlitvi. Zdaj, v primeru, ko delavec opravlja na svojem domu oziroma v drugih prostorih po svoji izbiri, ki so izven prostorov delodajalca, ali v primeru tako imenovanega teledela oziroma dela na daljavo, ki ga delavec opravlja z uporabo informacijske tehnologije, gre za spremembo kraja opravljanja dela. Kar pomeni, da je v tem primeru potrebno skleniti novo pogodbo o zaposlitvi. Aneks v tem primeru skladno z zakonom o delovnih razmerjih ne. O čem vse se pa morata delavec in delodajalec dogovoriti v taki pogodbi? Prva stvar je, da se lahko dogovori, da se delo na ta način, se pravi od doma oziroma ne v prostorih delodajalca, opravlja v celotnem času, delovnem času ali pa le za del delovnega časa. Torej, to je možno tudi za nekaj dni v tednu, posamezen dan v tednu ali pa celo samo za nekaj ur. Druga stvar, ki bi jo izpostavili, je pravica delavca do nadomestitve dom. Zdaj, to pravico mu daje zakon o delovnih razmerjih, kar pomeni, da je to v bistvu ena od obveznih sestavin take pogodbe. Zakon o dohodnini se tudi dotika tega nadomestila in sicer določa posebno davčno obravnavo, ki je bolj ugodna. In sicer tako nadomestilo, če je opredeljeno v kolektivni pogodbi oziroma internih aktih delodajalca, je oproščeno plačila dohodnine in prispevkov do višine 5% mesečne plače delavca, vendar ne več kot do višine 5% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Torej, tako nadomestilo je obvezno, je pa hkrati oproščeno davka vsaj do določene višine. Pomembno pa je, da se tako nadomestilo opredeli v višini dejanskih stroškov in tudi na podlagi nekih dokazil. Zdaj, mi kar nekaj izkušenj na tem področju že imamo pri običajnih pogodbah o zaposlitvi za delo na domu in je v bistvu v vsakem konkretnem primeru se je potrebno malo v bistvu odločiti, na kakšen način se bo to nadomestilo opredeljevalo. Je pa pomembno, da vam recimo delavec prinese tudi neke račune oziroma izračune, na podlagi katerih je mogoče tudi dokazati to povišane stroške, ki jih ima recimo za elektriko, za internet, ogrevanje, take stvari. Tako da nek pavšalen znesek brez kakršnihkoli kalkulacij v ozadju zna biti problematičen zlasti v primeru inšpekcije. Opozorila bi tudi, da ima delavec, ki dela od doma, enake pravice kot tisti delavec, ki delo opravlja v pisarni. To pomeni, da to vključuje tudi pravico do sodelovanja pri upravljanju in tudi do sindikalnega organiziranja. Dodatna in tudi zelo pomembna delodajalca pri organiziranju dela na domu je, da mora pred začetkom takega dela delodajalec obvestiti inšpekcijo za delo o nameravanem upravljanju dela od doma. Zdaj, inšpektor načeloma lahko tudi prepove organiziranje oziroma upravljanje dela na domu, če je na domu škodljivo oziroma obstaja nevarnost, da postane škodljivo, tako za delavce kot tudi za sam dom oziroma življenjsko okolje. Sicer zakon omenja tudi variante, da bi zakon sam prepovedoval delo na domu, vendar take situacije mi nismo zasledili. Dodatno, kar je pa tudi zelo pomembno, pa je, da zakon o varnosti in zdravju pri delu delodajalcu nalaga dolžnost, da zagotavlja varne pogoje dela in sicer tudi v primeru, ko delavec dela na domu. O tem bom malo več povedala v nadaljevanju. Zdaj bi se v bistvu osredotočili na tiste točke, na kaj mora biti delodajalec dodatno pozoren pri v bistvu sklepanju teh
pogodb o delu na domu oziroma tudi pri popravljanju oziroma spreminjanju, prilagajanju internih aktov. Prva stvar je treba opredeliti, če delavec opravlja delo, ki ga je sploh mogoče opravljati na domu. Se pravi, načeloma neka pisarniška dela oziroma dela z računalnikom ne predstavljajo nobenih ovir, tudi če se opravljajo doma, nekih proizvodnih procesov pa doma delavec seveda ne more opravljati. Poleg tega je pomemben tudi dogovor o delovnem času. Zdaj v teh primerih gre načeloma za samo organizacijo delovnega časa, torej delavec se odloči sam, načeloma seveda tudi v skladu z navodili in napotki delodajalca, ampak kdaj in na kakšen način bo opravil delo, torej si delovni čas sam organizira. Zdaj v tem primeru je delodajalčeva dolžnost predvsem ta, da delavca poduči, da je sam dolžan spoštovati pravila o varnosti in zdravju pri delu in si hkrati tudi delovni čas organizirati na način, da si sam zagotovi ustrezne odmore in počitke. Torej, delodajalčeva dolžnost je, da delavca opozori, je pa dolžnost delavca samega, da si take odmore in počitke tudi sam zagotavlja. Dodatna pozornost oziroma posebnost vezana na delovni čas pa je, da evidenca delovnega časa je v tem primeru še vedno obvezna, torej zakon ne določa nobenih izjem. Zdaj, na kakšen način boste zagotovili, da delavec sporoča to dnevno evidenco delovnega časa, je tudi precej odvisno od tega, kakšne IT rešitve imate na voljo v podjetju. Pri trenutni situaciji pristojni organi opozarjajo oziroma dopuščajo tudi bolj poenostavljen dogovor, da delavec sporoča te podatke o številu dejansko opravljenih ur le v primeru, če presegajo 8 ur oziroma njegov polni delovni čas. V prihodnje pa zna biti tukaj v bistvu bolj strog nadzor oziroma tudi zahteve potem, da delavec vsak dan poroča dejanske ure. Potem naslednja točka je pri zagotavljanju delovnih sredstev. Zdaj, omenili smo že to nadomestilo za uporabo lastnih sredstev, kot so prostor, elektrika, komunikacijske povezave in podobno. Načeloma take stvari zagotavlja delavec sam in zato dobi naprej dogovorjeno nadomestilo. Lahko pa nastanejo tudi dodatni stroški oziroma so potrebni drugi materiali, kot so kakšni papir, pisarniški materiali in podobno. Glede tega je pa tako, to lahko v bistvu zagotovi delodajalec, o tem se je dobro dogovoriti in gre delavec pač pod varnimi pogoji to dvigniti, recimo v pisarno. Lahko pa se dogovorite tudi, da delavec sam krije te stvari in v tem primeru mu pač krijete stroške oziroma se dogovorite za neko nadomestilo. Naslednja stvar je vidik varstva poslovnih skrivnosti oziroma drugih občutljivih podatkov. Zdaj, te obveznosti ima delavec tudi takrat, ko dela doma in priporočamo v bistvu, da delodajalec v internih aktih oziroma v pogodbi o zaposlitvi, kakor je pač se odloči, opredeli tudi tukaj postopke oziroma dodatno opozori delavca, ker seveda delavec je doma, druge osebe so okrog njega, lahko je tudi na kakšnem drugem prostoru in lahko hitreje pride do kakšnih kršitev oziroma pomanjkljivosti v teh postopkih, tako da priporočamo, da tudi te stvari v bistvu dodatno uredite. Potem zadnja točka, ki jo v tem trenutku omenjamo, pa je napotki glede varnega in zdravega dela od doma. Zdaj, skladno z zakonom o varnosti in zdravju pri delu, je delodajalec že tako v bistvu za opravljanje strokovnih nalog v zvezi s tem zagotavljanjem varnosti dolžan določiti ali enega od svojih zaposlenih oziroma lahko to outsourca oziroma najame drugega izvajalca storitev z tega področja. Kakšne so zdaj v bistvu naloge v tem času oziroma v času mogoče morebitne naslednje krize? Strokovni sodelavec oziroma strokovni delavec bo moral za to obdobje prilagoditi tudi izjavo o oceni tveganja. Se pravi, opredeliti delo na domu in s tem povezana tveganja, dopolniti zdravstveni del ocene tveganja, tudi recimo z epidemiološkimi ukrepi, torej varnostnimi ukrepi, kot so maske, razkuževanje, socialna distanca in podobno. Potem druga stvar je pregled ustreznosti delovnih razmer pri delu na domu. To je načeloma
taka precej sporna oziroma pomanjkljiva ureditev, vendar je obvezna. Načeloma v tem primeru se potem naredi tudi zapisnik, meri se osvetlitev, elektromeritve in podobno, preveri se, pod kakšnimi pogoji delavec dela od doma in se potem ugotovi, ali je okolje primerno ali ne, kaj je potrebno popraviti oziroma kaj ne. V primeru delovne inšpekcije pri delodajalcu bo kasneje inšpektor tudi zahteval recimo na vpogled take zapisnike strokovne osebe. Torej, naloga strokovnega sodelavca je, da opravi pregled tega delovnega okolja in da se ta pregled tudi načeloma, če dlje časa trajajo take razmere, tudi obdobno obnavlja. Gre za vstop v zasebne prostore, je treba pred vstopom v stanovanje, hišo zaposlenega pridobiti tudi neko pisno dovoljenje oziroma soglasje, da se delavec strinja s takim vstopom. Potrebno je pa seveda tudi spoštovati pravila, ki jih določa že Zakon o delovnih razmerjih glede dela na domu, torej sklenitev te ustrezne pogodbe. V teh pogodbah priporočamo, da v bistvu delodajalec razmeji odgovornost delavca in delodajalca glede zagotavljanja varnih delovnih pogojev. Recimo primer, da se kar dogovorita točno in eksaktno, katere stvari bo zagotavljal delodajalec in katere se pričakuje oziroma se zahteva, da jih zagotavlja delavec sam. Ne vem, mi smo imeli kar precej kontakta tudi s temi zunanjimi ponudniki in so nam recimo omenjali, da precej pogost problem je ta primer pisarniškega stola, ker pri svojih pregledih ugotavljajo, da se v teh primerih najpogosteje uporablja kakšen kuhinjski stol, ki najpogosteje ne ustreza pogojem. Se pravi, zdaj delodajalec verjetno ne bo šel v strošek, da bo vsem zaposlenim kriv še nek pisarniški stol, tako da take stvari lahko prevali na delavca. Zdaj pa še nekaj o prilagajanju internih aktov oziroma politik delodajalca novim razmeram. Torej, to je tako za namene ureditve dela od doma, kot tudi kot del načrta za zmanjšanje pravnih tveganj v primeru ponovitve kakšne podobne krize oziroma nastanka kakšnih novih izrednih stanj. Zdaj, če začnemo z aktom o sistemizaciji, predlagamo, da delovna mesta v bistvu še bolj natančno oziroma bolj ozko definirate, tam, kjer je zdaj seveda to mogoče, da se definira pogoje za zasedbo, katera dela konkretno zajema posamezno delovno mesto, da se ga čim bolj ozko in specifično opredeli, da se opredeli tudi, katera dela je mogoče opravljati od doma in katerih ni. Hkrati bi pa v primeru nove krize tak način tudi omogočil ugotavljanje recimo poslovnih razlogov za odpoved pogodbe o zaposlitvi na hitrejši način in tudi hkrati seveda hitrejše prilagajanje krizni situaciji. Drug pravilnik, recimo, ki je tudi obvezen, je pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti, uživanju drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu in te pravilniki, bom rekla, v ogromnem odstotku, če sploh kateri ne upoštevajo možnosti, da zaposleni dela od doma. Ker v tem času opravlja delo, seveda veljajo enake obveznosti, prepoved alkoholiziranosti, uživanja drog. V tem primeru vam predlagamo, da se v bistvu pravilnik ustrezno dopolni oziroma prilagodi in sicer na kakšen način se bodo potem ugotavljale kršitve, jasna opredelitev postopka v tem primeru. Problem pa bo seveda spet, ker je v tem primeru ponovno potrebno pridobiti soglasje delavca že za sam vstop v njegov dom. Enak oziroma podoben problem je tudi pravilnik o preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu. Trpinčenje se seveda lahko dogaja tudi, če je zaposleni ločen, se pravi ni v pisarni, ostaja doma. In v tem primeru tudi predlagamo, da se uredijo postopki prijave, torej koga mora oseba kontaktirati, na kakšen način, da bo tudi zasebnost zaposlenega varovana. Zaposlen načeloma ne sme biti v slabšem položaju samo zato, ker dela od doma. Se pravi, mora imeti enake pravice in tudi enake možnosti tudi v takih postopkih, kot tisti delavci, ki ostanejo recimo v pisarni. Dotaknili smo se tudi internih aktov z področja plač in sicer zdaj
Delodajalci, ki imajo organizirane sindikate in sklepajo kolektivne pogodbe oziroma jih zavezujejo kolektivne pogodbe z razširjeno veljavnostjo, tam bo v vsakem primeru potrebno vključiti tudi sindikate oziroma delavske predstavnike. Ampak recimo delodajalec, ki pa teh zavez nima, pa lahko plačo uredi na malo drugačen način, in sicer mi predlagamo, da plače, da so sestavljene, torej fiksni del za delovno uspešnost, del za poslovno uspešnost, ali se poslovna uspešnost izplačuje konec leta, torej da se plača razdeli na fiksni del in ostale dele. To namreč omogoča lažje sprotno prilagajanje, če pride do kakšnega izpada prihodkov oziroma če se kažejo poslovni razlogi, ki bi kasneje potem tudi omogočali odpuščanje oziroma potrebo po nižanju plač. Kot dodaten pravilnik, ki bi ga mogoče v tem primeru še izpostavili, je nek interni akt, ki ureja delo od doma, kolikor tega še nimate. Zdaj, če bo v prihodnje več dela od doma, vam tudi v bistvu predlagamo sprejem takega akta, v katerem opredelite obseg dela, način spremljanja dela in rezultatov delavca, tudi način komunikacije z delodajalcem, kot tudi s strankami, potem sam delovni čas, na kakšen način se vodi evidenca in kako se posreduje delodajalcu, kako je z dosegljivostjo delavca. Pomemben je tudi način ocenjevanja zaposlenih, torej vkolikor je bilo to prej na 4 oči oziroma v pisarni ob stiku z delavcem in se to zdaj spremeni, na kakšen način boste v bistvu enakovreden postopek lahko ohranili tudi pri delu na daljavo oziroma brez samega stika z zaposlenim. Smo pa v bistvu debatirali in prišli do zaključka tudi, da sprejem nekih internih navodil oziroma protokolov za delo v kriznih razmerah glede na trenutno situacijo in to, kaj se obeta, je načeloma tudi zelo priporočljiv, in sicer predvsem z vidika, da lahko pokrijete vsa področja, ki trpijo, predvsem v primeru krize, se pravi, na kakšen način mora tudi zaposleni poskrbeti za svojo varnost in varnost ostalih zaposlenih, socialno distanco, kako je recimo z nošenjem mask, primer, če imate organizirano prehrano v službi, pa imate jedilnico, ki je recimo precej velika, da ima hkrati vstop samo toliko in toliko ljudi, ki se morajo držati take distance. Skratka, v takem internem navodilu oziroma protokolu bi lahko uredili precej stvari, ki bi olajšale postopanja v primeru, da se taka kriza ponovi. Zdaj, Uroš, to je z moje strani to, pa bi kar besedo predala tebi, da nadaljuješ. Ja, najlepša hvala, Bára. Mogoče samo še par besed glede samega obvladovanja pravnih tveganj. In sicer, seveda, pravna tveganja so kot taka del poslovnih tveganj pri vsakem delodajalcu, ampak so ravno v takih primerih kriz seveda bistveno bolj izpostavljene, saj dejansko razgaljajo, kje smo kot podjetje oziroma kje smo kot gospodarska družba lahko ranljivi. Pravna tveganja seveda na tem desni shemi pokažem samo par elementov, od pogodbenih tveganj, varstva podatkov, seveda sporov, ki izvirajo iz našega poslovanja, skladnosti poslovanja, do varstva konkurence proti monopolne zakonodaje in seveda same intelektualne lastnine. Torej, kako vse te vidike nekako ocenjujemo, kako jih poskušamo ovrednotiti in seveda katere ukrepe sprejemamo, da bomo seveda ta tveganja tudi omejili. Seveda tisto, kar je tukaj zelo pomembno. Pravna tveganja niso nekaj, kar obstaja samo za sebe. So pa izjemnega pomena, da poslovna tveganja prevedemo v pravila našega poslovanja. Torej, predlagamo, da se redno ocenjuje situacija v poslovnem okolju in da pripravljate ocene situacije, različne scenarije in stopnje verjetnosti. Torej, kaj se zgodi v takšnih in drugačnim zadevi. Tukaj čisto spodaj zgolj en primer, torej, kakšni so vplivi na financih, na ugledu, recimo, kakšni so vplivi na pravna vprašanja pri nekih nizkih do resnih razmerah in kakšne so take razmere. Torej, pomembno je, da vnaprej
vnaprej definirate, kdaj je tveganje za vas manjše, kdaj je za vas veliko, da ga znate kvantificirati in da na podlagi tega tveganja potem tudi seveda pravno postopate. Predvsem je pomembno, da na podlagi identificiranih tveganj ali pa tveganj, ki mogoče sledijo, pripravite ukrepe za ublažitev tveganj, tako imenovani risk mitigation plan. Zelo pomembno je pa seveda, da to tako v interne akte preslikate, o čemer je Bara govorila, kot tudi seveda v sama pogodbena razmerja. Torej, kako zdaj te ukrepe, bi rekel, na nek način ne vsiliti, ampak dogovoriti s poslovnimi partnerji, zato da boste v primeru, da takšne okoliščine nastopijo, čim manj posledic čutili. Ukrepe, ki jih nekako zdaj v zadnjem času zasledimo, so predvsem dodatna pogodbena določila glede samih višjih sil, do prilagajanja plačilnih rokov, govorim čistem avtomatizmu, torej, ko pride do neke situacije, da se že v pogodbi naprej dogovori mehanizem plačilnih rokov, da dodatno zavarujete, mogoče, če se da, določene poslovne rizike, da seveda povečujete recimo zaloge ključnih materialov in izdelkov, da v primeru nekega zastoja ali pa pretrganja dobaviteljske verige ne bi bilo vaše poslovanje ogroženo, do seveda čiste tehnološke podpore in pa same digitalizacije. To je pač seveda en del, ki je mogoče za pravnike, za nas pravnike nekoliko bil torej manj prvinski bil, ampak seveda ta del postaja zdaj pa izjemno pomemben in je tudi zelo pomembno, da se ga tudi pravniki zelo dobro zavedamo. Zdaj, jaz bi na tej točki, ker verjamem, da je kar nekaj vprašanj, mogoče se ustavil oziroma bi pač prišli na še ta zadnjo sekcijo, da še tudi vam damo priložnost, da kakšno zadevo vprašate in seveda da poskušamo, kolikor je le v naši moči, na vaša vprašanja tudi odgovoriti. Tako da, kje so že vprašanja? Q&A, tle imamo 7 vprašanj. Ali je potrebno o zaključku dela na domu tudi obvestiti inšpektorat? Zaposlene smo poslali na čakanje na delo od doma. Bara? Ja, tukaj bi mogoče poudarila, da vkolikor pošljete na čakanje na delo, ne gre za delo od doma. Torej, tukaj ni obveščanja inšpektorata, v tem primeru boste verjetno, če boste uveljavljali subvencije države, boste obvestili Zavod za zaposlovanje, ni pa potrebno obveščati inšpektorata ne o pošiljanju na čakanje, ne o v bistvu potem, ko delavec pride nazaj na delo. V tem primeru se obvešča za druge namene Zavod za zaposlovanje. Ok, ali je tudi za posamezni dan v mesecu potrebno skleniti novo pogodbo o zaposlitvi ali zadostuje aneks? Zdaj sklepam, da govorite posamezni dan dela od doma. Ja, jaz sem tako razumel, ja. Ja, zdaj za to obdobje do zdaj načeloma je bila tudi praksa taka, da če je delavec v bistvu imel to možnost, da je občasno kakšen dan delal od doma, se to še ni štelo, da načeloma dela od doma in se pravi, se pogodba tako ni sklepala. V prihodnje pa, če imate nek vzorec, da bo recimo oseba en dan na teden, en dan na mesec, načeloma je dovolj, delala od doma, sklepate novo pogodbo, kjer uredite tudi ta del. Se pravi, vse običajno, kot da dela na sedežu delodajalca, hkrati pa urejate še te pravice, ki jih ima na podlagi dela od doma. Hvala, Bara. Naslednje vprašanje, ali se lahko v interni pravilnik vnese, da delodajalec za delo na domu ne bo plačeval nobenega nadomestila za uporabo lastnih sredstev, saj delodajalec nudi vso opremo, torej vse opremo, mobilni internet, razne elektrike in kurjave, ki pa je vezana na dom delavca. Ja, zdaj načeloma v tem primeru, če krijete tudi internet, v bistvu načeloma, da delavec nima nekih dodatnih stroškov s tem, zdaj pri elektriki in kurjavi tudi v resnici ne vem, koliko se pozna, bi to znalo biti čist v redu, tudi sprejemljivo, no, če res krijete vse te stroške. Lahko zapisnik o pregledu delovnega mesta doma opravi direktor ali mora biti to strokovni sodelavec z žigom? Ja, načeloma zdaj pregled mora opraviti oseba, ki je za to pooblaščena v družbi. Če je to direktor, je to popolnoma sprejemljivo.
Drugače pa mislim, da ne bi zadostilo pogojem po zakonu. Hvala. Omenili ste, da je povišanje stroškov zaradi dela od doma treba izkazati z računi. Kaj pa, če delavec tega ne more izkazati? Zakon o delovnih razmerjih določa, da je nadomestilo obveza. Kaj predlagate? Zdaj, ne vem, na kakšen način ne bi uspel izkazati. Zdaj, do maksimalno zneska 5% plače delavca oziroma povprečne plače imate vi nek manevrski prostor, oziroma lahko date tudi več, pa bi bilo obdavčeno, ampak mora biti nek razumen znesek, ki ga boste uspeli tudi zagovarjati. Zdaj, če ne z računi, mogoče s kakšno izjavo delavca, recimo kako je prišel do takega zneska oziroma kako ste skupaj z delavcem prišli do te kalkulacije. Uroš, ne vem, če imaš kakšen predlog. Ja, tukaj je pač treba potem čisto po domače uporabljati neko zdravo logiko, bi tako rekel, torej da ne pretiravate, da pa vendarle nekako poskušate, mogoče tudi v primerjavi z ostalimi delavci, ki delajo doma, potem dokazati pa izkazati, kje so te zadeve. Tako. Vemo, da ima delavec vso opremo, da bi lahko delal doma, ne želi, da strokovna oseba pri njem pregleda ustreznost prostora in osvetlitve. Podjetje ne more delati, kaj storiti s takim delavcem, ali lahko odpovemo pogodbo o zaposlitvi. Hvala za odgovor. Zdaj, ja, to je povsem življenjska situacija, torej predvidevam, da marsikateri delavec seveda ne bo želel takega soglasja dati. V takem primeru seveda jaz ne vidim, da bi bil to zadosten razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi ali pa, če bi bil to edini razlog. V takem primeru bi pa seveda bilo smiselno, da delavca še bolj pogodbeno zavežete, da dejansko da izjave in da tudi nosi vsakršno odgovornost za vas, če bi se naknadno ugotovili, da pa vendarle delovno mesto ni bilo ustrezno. Govorim o nekem obvodu, to ni čisto pravna pot, ampak vendarle morate v takem primeru vi kot delodajalec tudi sebe zaščititi, da boste lahko, bi rekel, nek regres do delavca imeli, če bi se ugotovili, da je v zvezi zaradi take situacije, ne vem, njegovo delovno mesto pa mora biti neprimerno. Ja, jaz bi mogoče še nekaj dodala v tem primeru. Imate pa seveda tudi možnost, da mu ne omogočite dela od doma in trenutno, recimo, če ne more priti v vaše prostore, ga date potem na čakanje, vsaj v trenutni situaciji. Katere bistvene sestavine naj vsebujejo interna navodila ali protokol za varno delo v kriznih razmerah? Tukaj vsekakor so navodila, ki jih vendarle dajo že pristojne zdravstvene oblasti v tej smeri, drugi del, ali pa tisti del, ki pa je nekoliko bolj pomemben za moj vidik, je pa ta, da enostavno ta pravila, ki jih zdravstvene oblasti date, prevedete na svoje podjetje. Torej, kaj pomeni za vas socialna distanca, kaj pomeni za vas, koliko ljudi je lahko v nekem prostoru, kje boste, ne vem, razkožila nastavili, kje se bodo zaščitna oprema, ne vem, delovne maske dobila, kako je z uporabo skupnih kuhinj, kako je z uporabo dvigal in podobne stvari. Skratka, ti protokoli so zelo pomembni zaradi tega, ker če imajo status internega akta, pomeni, da se delavci morajo z njimi seznaniti in se jih tudi držati. In je bistveno večje veljave, kot pa če, ne vem, zgolj po mailu pošljete delavcem neko okrožnico. Zato je to smiselno, ker če pride do česarkoli, da ste tudi vi kot delodajalec tukaj pokriti. Kolikor imamo interni akt o delu od doma, je še vedno potreba po opredelitvi dela od doma v pogodbi? Ja, v bistvu pogodba o zaposlitvi je v primeru dela od doma vedno obvezna, ker ima določene dodatne sestavine oziroma obvezne sestavine, ki jih mora vsebovati, lahko pa veliko stvari v bistvu v pogodbi, se v pogodbi sklicujete potem na ta interni akt. Tako da tiste stvari, ki bojo enako oziroma podobno urejene za vse zaposlene, lahko imate v bistvu v pogodbi zgolj sklic na nek interni akt. Delavec, ki dela od doma, pravi, da dela 8 ur, količina dela, ki je v primerjavi z delom, ki ga opravi v pisarni, oziroma je za 40% manjša. Ali lahko priznamo le sorazmerni del opravljenega dela? Ja, zdaj v tem primeru bo zelo pomembno tudi, na kakšen način vi v bistvu nadzirate oziroma kontrolirate, kaj delavec dela.
kako dela, kakšne so njegove pričakovane delovne obveznosti in kaj potem dejansko izpolni. Tako da tole je mogoče težko takole malo pavšalno komentirati. Bi bilo fino tudi pogledati, kakšne imate dogovorjene procedure, da bi se dalo nek konkreten nasvet dati. No. Pogledati je zdaj, da bi vi samoumevno obračunali manj, vam ne bi svetovali, ker bo delavec lahko tudi imel zagovor, da je porabil res 8 ur za to delo. Zato je tudi pomembno v bistvu, da dodatno opredelite, na kakšen način zaposleni v času, ko so doma in delajo, na kakšen način poročajo delodajalcu, kaj so delali, koliko časa in zakaj so v bistvu porabljali svoj čas, teh 8 ur, ki imajo na voljo, oziroma 7,5, ne. Hvala, Bara. Ali je potrebno obvestiti inšpektorat tudi v primeru občasnega dela od doma? Je to potrebno obvestiti samo enkrat ali vsakič, ko se dela od doma? Upam, da ne. Ne, v bistvu to delo od doma je načeloma v zakonu o delovnih razmerjih urejeno za normalno situacijo, torej ne v primerih epidemije in teh posebnih izrednih stanj, v katerih smo zdaj. Tako da, recimo, ko se zadeve umirijo in ko boste te zadeve urejali tudi s pogodbami, če jih še nimate, se v bistvu opredeli za vsakega od zaposlenih, ki dela od doma, koliko okvirno na mesec mu je recimo dovoljeno oziroma je želja, da bi sam opravljal dela od doma in potem na tak način poročate. Ne zdaj za vsak dan, ko dela od doma, ločeno obvestilo inšpektoratu, ampak nek splošno obvestilo, ki reče, ne vem, 3 dni na mesec, 1 dan na mesec, 1 dan na 3 mesece, tudi to je možno, ne. Da v bistvu nek vzorec ugotovite in potem po takem vzorcu obvestite inšpektorat. Hvala. Ali je glede varnosti pri delu zadosti izjava delavca, da pogoji ustrezajo zakonskim pogojem? Vsekakor je to potrebni pogoj, vsekakor torej smiselno pa je ali pa kar zahtevano pa je, da seveda tudi v pogodbi o zaposlitvi opredelite, da je odgovornost delavca, da zagotavlja svojo varnost. Tako. Torej, da ta del prenesete s pogodbo na delavca. Ali obveza sklenitve nove pogodbe velja tudi za male družbe z naprimer do 5 zaposlenih ali naprimer d.o.o. z 1 zaposlenim? Ja, jaz zdaj mislim, da tukaj ni nikakršnih izjem, se pravi, to velja za vse delodajalce, ne glede na to, ali imajo 1 zaposlenega ali več. Nadomestilo za delo od doma dogovoriti je potrebno tudi za nazaj, ali lahko na primer dorečemo, da je to nadomestilo enotno v višini 50 evrov za vse, ki so od 16.3. do zaključka epidemije, je to prevelika poenostavitev? Ja, se bojim, da je FURS pri teh v primeru nadzora majčkeno bolj natančen. Zdaj ne vem, če 50 evrov pride znotraj teh 5% tudi pri minimalni plači, ampak dobro, ne pomembno. Zdaj, če imate delavce, recimo, ki so v podobnih okoljih, imajo podobne stroške, bi načeloma tudi tak nek pavšalen znesek verjetno šel čez, ampak kot sem omenila, bistveno je, da boste v primeru, da pride do pregleda strani finančne uprave, imeli za v bistvu kot backup neke kalkulacije oziroma argumentacijo, kako ste do teh zneskov prišli. Hvala. Je potrebno prekinitev dela od doma sporočiti inšpektoratu za delo? Ne, to smo v bistvu že komentirali. Inšpektorat se obvesti bolj na splošni ravni. Se pravi, če imate zaposlenega, ki dela 5 dni na mesec od doma, na tak način tudi obvestite. Se pravi, ko se zaposleni vrne, ponovno obvestilo ni potrebno. Naprej, razumem prav, da je novo pogodbo o delu potrebno sklepati za čas po zaključku krize in primere, če bo takrat delavec delal od doma? Ja, tudi. Zdaj pa načeloma priporočila Ministrstva za delo so bila v smeri, da se tudi zdaj v teh kriznih časih čim bolj približate zahtevam zakonodaje, se pravi, ni narobe, tudi če zdaj za naprej sklenete tako pogodbo. Je celo priporočljivo, kot smo pač v bistvu tudi omenili, ne bo pa nekega poostrenega nadzora za nazaj, recimo od 13. marca dalje in nekih kazni, če tega niste upoštevali, vsaj trenutno je tako stališče, ker je bila situacija nepričakovana in v bistvu ni bilo mogoče izpolniti teh obveznosti. Hvala. Kakšna je priporočena višina nadomestila za uporabo lastnih sredstev? Neke priporočene višine ni, je tudi precej pomembno načeloma, kakšne stroške zdaj zaradi tega dela od doma zaposleni ima.
Po naših izkušnjah je to lahko od nekaj evrov pa tudi do 50 in več, pač odvisno od tega, kaj zaposleni lahko zargumentira oziroma ko se pogledajo te kalkulacije, v čem se je strošek povišal, na podlagi tega se potem ocena naredi. V bistvu je težko nek tak fiksen znesek določiti, da bi bil splošen in sprejemljiv za vse. Okej. Hvala. No in še zadnje vprašanje, to pa se na višjo silo nanaša, kdaj se lahko pogodbenik sklicuje na višjo silo v primeru storitve delovno aktivna panoga, kjer mora izvajalec še vedno kriti plačo teh delavcev, seveda sklicevanje na višjo silo velika težava. Ali je jasno, da se trudna situacija steje že višjo silo in v celoti zavrnemo plačilo teh storitev, ker en mesec ne potrebujemo? Zdaj, višja sila avtomatično ne povzroči razdrtja pogodbe. Kolikor ugotoviti je višja sila, torej govorimo o dogodku, na katerega seveda ne vi, ne vaša pogodbena stranka nimate, bi rekel, vpliva, potem je potrebno v takem primeru seveda priti z razumno prilagoditvijo pogodbenih določil do nasprotne stranke. Pomeni, potrebno je predlagati, kaj boste zdaj v takem primeru storila. Šele, če nasprotna stranka ne želi poslušati oziroma se ne želi dogovoriti, lahko zahtevate sodno odpoved pogodbe. Zgolj neplačevanje storitev žal ne bo dovolj v takem primeru, torej in boste lahko imeli težave. Okej, jaz bi še tukaj sem organizatorje prosil, da naj vas vse spomnimo, če boste lahko na koncu še eno anketo izpolnili. Mogoče še ena zadeva. Mogoče še je minimalno 940 evrov potrebno izplačati delavcu na čakanju, če tudi delodajalec nima pravice do nadomestila po ZIOZEVP-u. Bara. To je v bistvu delavec je na čakanju, dolžni se izplačati 80%, vendar ne manj kot, to je to klasično vprašanje. Zdaj, ta prenovljeni ZIOZEVP je ravno kar vam prišel v bistvu par minut, oziroma smo ga mi zasledili par minut pred tem webinarjem, tako da jaz bi predlagala, da se najprej pogleda še, če so te določbe v kakršnemkoli delu spremenjene. Uroš, ne vem, imaš ti kakšen drug predlog, ker načeloma drugače je bil odgovor, vsaj po prejšnjem zakonu, ne? Ja. Je v bistvu v tem delu povozil zakon o delovnih razmerjih, kar pomeni minimalno plačo je bilo potrebno izplačati, če tudi delodajalec ni bil upravičen do teh subvencij. Delavec ima odredbo za delo od doma in je bila odredba poslana na inšpektorat. Ker pa mora delavec občasno priti v podjetje na sestanek in tako dela tudi v podjetju. Ali moramo spremeniti odredbo in spremembo sporočiti inšpektoratu? Vi ste v bistvu zdaj s to odredbo v času krize, ko ste poslali recimo tega zaposlenega domov, to odredbo ste poslali na inšpektorat, če prav razumem. Zdaj, načeloma to ni potrebno, sicer ni nič narobe s tem, ker se načeloma hkrati upoštevali tudi določbe ZDR, bi pa predlagala, ko se zadeve umirijo in ko boste recimo to pogodbeno delo od doma bolj nasplošno urejali, da takrat mogoče pošljete novo v bistvu pogodbo o zaposlitvi za opravljanje dela na dom kot obvestilo inšpektoratu. Zdaj pa jaz mislim, da ni treba, za te prihode nazaj ni potrebno obveščati inšpektorata, predvsem Zavod za zaposlovanje, kolikor ste, če ste vlogo vlagali, pa recimo pozvali delavca nazaj, tam je ta obveznost. Okej, PKP2 zakon oziroma mega zakon 2 je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora, tukaj imamo eno vprašanje in pa še zadnjo. Ali se lahko v pogodbi zapiše, da bo delavec delal doma v primerih, kot je bil ta s COVID-19 epidemijo, namreč v našem podjetju delal doma praktično nikoli ni bilo do sedaj, tako ne moremo opredeliti, na primer, da bo delal doma 2-krat na mesec. Seveda, ni nobene potrebe, da vnaprej delavca prisilite, da dela v doma in je seveda to dopustno, da opredelitev, kdaj pride, bi rekel, aktivacija tega dela v doma sploh upoštev. Tako. Glede na to, da smo se dotaknili tega zakona, me zanima vaše mnenje glede izplačila kriznega dodatka, ali ga morajo izplačati tudi, če ne bodo koristili oprostitve prispevkov.
Zdaj smo tako je, v medvladju smo, ne, stari zakon velja, novi je napovedan do konca meseca. Po našem razumevanju, oziroma v novem zakonu zdaj zelo jasno piše, da je to avtomatično, torej da boste avtomatično dobili oprostitev prispevka in da je tudi izplačilo kriznega dodatka avtomatično, so pa seveda izpadli vsi tisti pogoji glede vračanja. To pomeni, da bo v takem primeru, torej, ker novi zakon bi ne tudi retroaktivno veljal, seveda bo ta krizni dodatek tudi obvezen. Ok. Tukaj z moje strani, zdaj, če še bo kakšno vprašanje, dajte ga kar na mail, organizatorji bomo že poskušali na njega odgovoriti. Jaz bi se vam zahvalil, Gregor, boš ti povzel. Hvala Uroš in Bara, hvala vsem za to, da ste si vzeli čas za današnji webinar. Tako kot je Uroš povedal, tako organizatorji kot mi bomo na voljo. Naši kontakti sicer niso tukaj zapisani, ampak tale naša imena so na voljo tudi na spletnih straneh našega podjetja, torej družbe Deloitte. Mogoče bi izkoristil to priložnost ponovno samo, da povabim vas k izpolnitvi kratke ankete, ki je objavljena v zavihku Published, to je administrator oziroma administrator dogodka, moderator to objavil, in pa vabilo k še 2 webinarjem v seriji webinarjev, ki jih delamo z Gospodarsko zbornico, kot sem že omenil, 6. maja na temo psihološke dobrobiti zaposlenih in psihološkega profiliranja, če želite, skupin zaposlenih. Tega bomo izvedli skupaj s kolegi iz podjetja Fortitude Group, ki so psihologi in se ukvarjajo prav s temi vprašanji. Torej ne samo pravni vidiki dela od doma, ampak tudi odgovor na vprašanje, kdo je sploh primeren za delo od doma in ali imamo kolektiv, ki lahko uspešno in učinkovito dela od doma. In pa 7. maja na temo celovite digitalne transformacije podjetij s konkretnimi primeri naših kolegov, ki so uvajali rešitve in digitalizacijo v večjih slovenskih podjetjih. Tako da vljudno vabljeni boste pa strani organizatorja, torej Gospodarske zbornice Slovenije, še dobili vabila. Hvala lepa vsem in lep dan želimo. Nasvidenje. Svidenje.